Lepo pozdrav. Lepo pozdravljeni na današnji okrogli mizi Pomagajmo ljudem živeti, ne umreti. Organiziramo jo pod okriljem Društva Dominikus. Med nami lepo pozdravljam tudi naše goste, profesor dr. Zvonko Zupanič-Slavec, dr. Meta Rus in pa profesor dr. Romana Globokarja. Zdaj bi najprej na kratko vsakega od njih predstavila, da si malo predstavljamo, kdo so oni. Dr. Meta Kranjc je leta 2020 diplomirala na Medicinski fakulteti in trenutno opravlja specializacijo z področja družinske medicine. Leta 2022 je zaključila magistrski študij bioetike na Katoliški univerzi v Belgiji. Od takrat nadaljuje doktorski študij medicinske etike. Njena raziskovalna področja vključujejo etiko paliativne oskrbe in konca življenja. V preteklosti je delala na oddelku za paliativno oskrbo Onkološkega inštituta. Profesor dr. Roman Globokar je slovenski duhovnik, moralni teolog in bioetik. Študij teologije je nadaljeval na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu, kjer je opravil tudi magisterij in doktoriral z delom Odgovornost za vse, kar živi. Na Inštitutu za bioetiko na Medicinski fakulteti je opravil specializacijo iz bioetike. Od leta 2005 je redni predavatelj moralne teologije in družbene etike, zadnja 4 leta tudi izredni profesor za področje moralne teologije. Je predstojnik katedre za moralno teologijo na Teološki fakulteti. Profesor dr. Zvonka Zupanič-Slavec je zdravnica, zgodovinarka medicine in ena najvidnejših strokovnjakinj za medicinsko humanistiko v Sloveniji. Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer danes vodi Inštitut za zgodovino medicine. Je avtorica številnih člankov in obsežnih monografij, med katerimi izstopa enciklopedična zbirka Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Najlepša hvala za udeležbo na okrogli mizi. Preden začnemo s pogovorom, bi za lažje razumevanje pogovora razjasnila 3 osnovne pojme. Prostovoljno končanje življenja se uporablja kot izraz tako za evtanazijo, kot za dostop do pomoči pri samomoru. Evtanazija in pomoč pri samomoru sta pojma, med katerima obstajajo pomembne razlike. Evtanazija se nanaša na dejanje, pri katerem nekdo aktivno povzroči smrt drugi osebi na njeno zahtevo. Običajno to vključuje injiciranje smrtonosne učinkovine. Pomoč pri samomoru se nanaša na dejanje, pri katerem drugi osebi, ki želi končati svoje življenje, na njeno zahtevo nekdo priskrbi sredstvo, s katerim bo sama končala svoje življenje. Kljub temu, da je v sovjetski ustavi v 17. členu nedvoumno izraženo nedotakljivost človeškega življenja, so poslanci Državnega zbora letos 27. junija na izredni seji sprejeli zakon, ki ga imenuje Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in predvideva pomoč zdravstvenih delavcev pri samomoru. Sedaj pa bi res kar začeli s današnjim pogovorom. Najprej vprašanje za profesor dr. Zvonka Zupanič-Slavec. Bi nam lahko prosim natančneje pojasnili, kaj konkretno prinaša ta zakon? A se sliši? Ja, super. Mene tukaj prisrčno pozdravlja. Jaz se vam zahvaljujem, ker ste prišli. Jaz mislim, da večina vas, ki ste tukaj, se zavedate, da pravzaprav prinaša ta zakon tektonske premike v našo družbo. V družbo, ki je 25 stoletij pokazana naprej, ščita življenje šibkejših, sedaj pa naenkrat bi pravzaprav to prenehala. In ta zakon, ki je bil že junija sprejet in bi naj že začel januarja
tudi delovati, prinaša resnično tako velike spremembe, da se je o njih potrebno izjemno natančno pogovarjati, predvsem široko pogovarjati in ljudi ozaveščati, da ne vendarle prebegajo zakon, da bodo glasovali, ker so v zakonu zapisane stvari, o katerih se ne sliši. Gre za zakon, ki se po leporečju imenuje Zakon o prostovoljnem končanju življenja, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Gre pa v bistvu za smrt. Predlagatelji se zavedajo, da pač je treba vašne stvari, ki pravzaprav vsebinsko niso lepe in dobre, obleči v celofan in jih naškropiti in je tak velike petlje, da bi izgledale lepe in dobre. Gre pa za zakon, ki pravzaprav ne govori o pomoči pri uniranju bolnikov, ki so res težko bolni, terminalno ga rečemo, ampak nenehno govori o tem, da bi zakon naj pomagal do smrti tisti, ki brezmejno trpijo. Izvzeti so do 18. leta in ljudje z duševnimi boleznimi. To eksplicitno piše. Sicer ta zakon zajema praktično vse od 18. leta naprej in je pri tem veliko tudi takih diagnoz, ki so kratkotrajne depresije, recimo neka prometna nesreča in poškodbe, po kateri bi človek najraje umrl, izguba svojca, recimo partnerja, spet v neki nesreči, samomori, kaj takega. Potem nadaljnje ta zakon se pojavlja v času, ko pri nas je veliko stvari neurejenih. Naša dolgotrajna oskrba je šopljejica. Potem paliativna oskrba nevoinska sicer odlična razsveta, ampak je veliko kredeno Slovenije, kjer ta še preslabo funkcionira. Nadalje ima, da ima avtovsko 50.000 Slovencev problem s svojim osebjem zdravnikov, ki ga nima. Potem nasploh je v zdravstvu veliko nerešenih težav. Pokojninska reforma je neurejena, vlada precej komplekska, revščine in nasploh potem klinika. Ta zakon neko omogoči izbire ljudi, ki bi pa to potrebovali. Ne pozabimo, da smo stara družba, da je 70.000 upokojenih, to je tretjina družbe, da imamo precej tudi bolni, kronični, kot njihovi podobno. In če ti ne moreš naštetih stvari ponuditi, in postariš ob zid, in ko nimajo pomoči, bodo ti pisali, da grejo prostovoljno pravzaprav v svet. Nadalje zakon prikriva vzrok smrti. 21. člen govori o tem, da zdravnik ne sme napisati vzroka smrti, ampak njegov prejšnji diagnozo. Potem govori tudi o tem, da zdravnik, ki bi mu nekdo prišel povedati, da želi imeti postopek, ne sme pustiti svojcev v tem. In tudi ti postopki bi lahko potekli. Kako da recimo kaja o začetku pa do izvršitve 11 sekund. Pri nas recimo, da je bilo v 3 tednih in potem ti, da bi odbor da obvestijo šele, ko je dotični lahko v krski. Meščakljite, da se starša spremenila pri nas. Malo bi se navezala še na nek podatek, ki ste ga prej omenili, in sicer glede angleškega lista. Mene zanima, kako bo ta sprememba vplivala na evidenco in kako bojo zakonodajalci poskrbeli, da ne bo prihajalo do zlorab. Stroka nas zelo opozarja, da bo prihajalo do zlorab. A bi lahko še to na kratko komentirali? Ja, dejstvo je, da ni v matični listi napisan resnični razlog, da ne moreš imeti evidence. Ne moreš reči, koliko ljudi na tak način umrlo. In tudi zakon predvideva, da po 5 letih je treba anonimizirati imena vseh žrtev in tudi komisija, ki odloča o tem, kdo je lahko deležen takšne usmrtitve, so lahko v njej samo ljudje, ki so brez ugovora na spin, 2 zdravnika, medicinska sestra, potem pa še odvetnik, humanist. Traja 5 let, take komisijo potrjuje predsednica države.
Tako da to so res stvari, ki nam vlivajo nezaupanje in strah in se zavedamo, da seveda sploh v primeri statistike in evidence števila umrlih. Pri Debonovi gre za veliko zavajanje, za veliko leži, recimo na soočenju NAKIN po 360 je prenedavnim rekel gospod Krivac, da je zdravniška zbornica zahtevajo, da se ne sme zapisati dejanski vzrok smrti. To je seveda velika laž. Najlepša hvala za vaš odgovor. Zdaj pa bi vprašali profesor dr. Romana Globokarja. Kot moralni teolog se veliko ukvarjate z vplivom moralnih odločitev na družbo. Kako bo po vašem mnenju spremenjena slovenska družba, če zakon na referendumu ne bo zavrnjen? Te spremembe se pravzaprav že dogajajo. Torej, zato je tudi posledica enih sprememb vrednot in je pa pravzaprav bo pa ta zakon pomenil torej pospešitev teh sprememb in bistveno spremembo pogleda na življenje, na vredno življenje. Katero življenje je še vredno živeti? Do kdaj je vredno živeti življenje? In ko se spreminjajo ti pogoji, kako da bo zdaj možnost ljudem ponujena, češ ob koncu pa lahko predčasno končati življenje, bo to seveda tudi prikrit pritisk na številne, pa smo že slišali, ostarele bolne, ki se bodo počutili, da so samo še v breme tej družbi, da so le koristi, da ničesar več ne morejo prispevati in da je ta možnost in da jo bodo pravzaprav, če so na nek način solidarni do družbe, tudi izbrali, ker želijo razbremeniti družbo in ne želijo povzročati dodatnih stroškov, recimo. Tako da tudi vprašanje potem trpljenja, bolečine, vsega tega, kar so nekako neka temeljna vprašanja in so del našega človeškega življenja, se bodo reševale na ta način, da se vse to odpravi. In to bo pomenilo pravzaprav drugačen pogled na vrednost človeškega življenja. Ker mi imamo dve možnosti, ali rečemo, vsako človeško življenje je sveto in nedotakljivo, tako kot je zdaj, in pomeni, vse naredimo za to, da ohranjamo vrednost in dostojanstvo življenja, ker ga priznavamo vsakemu in smo zato z vsakim solidarnim pomagamo, ali pa rečemo, vrednost človeškega življenja je spremenljiva, torej lahko je življenje vredno ali je pa nevredno. In v trenutku, ko presodimo, bodi si mi, bodi si drugi, kar je še hujše o nas, da je neko življenje nevredno življenja, potem bomo to življenje vzeli. In ta zakon je pravzaprav ta mejnik, ko reče, s katerim se bo svetost in nedotakljivost življenja, vsakega življenja postavlja pod vprašaj. In kakšna družba bomo potem postali? Še bolj izolirana družba, torej, ki bo potiskala človeka v osamo, namesto da bi spodbujali solidarnost, sočutje, resnično pomoč pri umiranju, kar je bilo že tudi izpostavljeno. Če želimo pomagati človeku pri umiranju, to želimo, potem mu ne bomo pomagali tako, da ga bomo usmrtili, ampak tako, da ga bomo prijeli za roko, da bomo z njim v tem in bo to naredilo nas bolj ljudi in s tem bomo mi postajali bolj ljudje in ta človek bo lahko zaključil to svoje življenje. Zdaj, čisto teološko seveda pa pomeni za vernika, življenje je dar, nismo si ga dali sami, nam je bilo podarjeno, mi smo se rodili v ta svet, smo bili spočeti, smo se rodili v ta svet in iz življenja hočemo nekaj narediti. In mi pravzaprav stalno podarjamo to svoje življenje tudi ljudem okrog nas. Nekaj naredimo mi sami iz sebe, veliko naredijo drugi, tudi v teh medosebnih odnosih iz našega življenja in škoda bi bilo, da bi recimo tudi zadnje trenutke življenja potem zapravili na ta način, da ne bi tudi izkoristili tega časa življenja. Številna pričevanja so prav o tem, kaj lahko prinaša tudi en tak
poglobljen odnos ob koncu življenja z nekom, tako za tistega, ki odhaja, kot za tiste, ki so z njim in ob njim postajajo, kot sem rekel, bolj ljudje, bolj sočutni, bolj človeški. Hvala lepa. Vrnili ste se iz Belgije, tam imajo že uzakonjeno evtanazijo. V Evropi je evtanazija zakonita tudi na Nizozemskem, v Luksemburgu in v Španiji. Na Nizozemskem in v Belgiji je dovoljena celo v primerih duševnih bolezni in pa pri mladoletnikih. Asistirani samomor je dovoljen v Švici, Nemčiji, Avstriji in delno v Italiji. Katere ključne ugotovitve izluščimo iz teh držav? Ključna je logika tako imenovanega spolskega klanca. Torej, vidimo, da se v vseh državah se je zgodilo to, kar se obljublja tudi pri nas. Začelo se je s tem, da so zakon postavili za bolnike v terminalni bolezni, pri nas ni tako, ampak pravzaprav se je reklo za določene ljudi, ki bodo v bližnji prihodnosti umrli, rakovi bolniki, ki jim je pravzaprav življenje samo še ena bolečina, za tem ljudem bomo predčasno končali življenje. In torej začelo se je za res težke bolnike v zadnjem stadiju bolezni in za te se je postavil zakon. Potem pa se je ta zakon začel, torej pravico do usmrtitve, se je začela širiti na druge skupine. In najprej je bilo za polnoletne, tako kot je pri nas v zakonu, potem se je recimo na Nizozemskem dovolilo evtanazijo za otroke, takoj po rojstvu do 1. leta, zdaj je recimo prav lansko leto je Nizozemska razširila to možnost za evtanazijo za otroka od 1. do 12. leta, od 12. leta do 18. pa itak že bilo, od 12 do 15 je soglasje, torej so starši tisti, ki odločajo, pa otrok izrazi željo, po 15. letu pa že otrok lahko sam odloča, da hoče končati svoje življenje. Ampak tudi potem je tako, da so zdaj je to ne več samo za terminalne bolezni, ampak za vsako neznosno bolečino, tudi za psihične bolezni, tudi za depresijo in zdaj je v Belgiji se sprejema tudi za demenco, da bodo uredili tudi v Belgiji, da lahko tudi dementne ljudi evtanazirajo. Na Nizozemskem pa je že primer ta, da lahko ljudje vnaprej izrazijo željo, da v primeru, če bodo dementni, da želijo evtanazijo in tudi te primere že imamo iz prakse. Ne? Tako da ključna ugotovitev je ta, da se ena stvar se začne lahko za neke skrajne primere, se postavi zakon, za katere bi se mogoče še strinjali, da bi pa lahko recimo bilo racionalno za take ljudi, da se izvede en tak ukrep, čeprav vemo, da so drugi, to boste vedeli razložile, ampak potem pa vidimo, da se to odpre. Ne? In potem na koncu, ko gre za evtanazijo, ko gre za ljudi, ki se ne zavedajo, ko drugi odločajo o evtanaziji, torej ko svojci odločajo o usmrtitvi svojih bližnjih, ne? Tukaj vidimo, kam vse to pripelje. In vidimo eno dejansko eksponentno rast v vseh državah, kjer so to uvedli. Na začetku je to nekaj primerov, recimo na Nizozemskem bilo nekaj 100 primerov, lansko leto jih je bilo že 7000 oziroma 5% smrti iz to, recimo v Kanadi je že 7% smrti, Kanada gre še bolj pospešeno v 2015, ko so sprejeli zakon. Tako da v vseh teh državah se dejansko spremeni kultura. Naenkrat to postane tudi družbeno sprejemljivo. Najprej bo to mogoče tudi pri nas še neka stigma, torej nekaj, kar ni ravno najlepše, da se pove, da je nekdo končal svoje življenje, da je obupal, ker vemo, da nas vsak samomor nas pretrese. V vsakem samomoru se vprašamo, kaj bi lahko jaz naredil, da ta človek ne bi končal svojega življenja.
Tudi tukaj se bomo mogoče vprašali, kaj bi pa lahko naredil, da ta človek ne bi obupal. Ampak postopoma pa družba začne to sprejemati, v smislu, to je pa sočutno, na ta način smo človeku omogočili, da je umrl na en miren način, neboleč način. Ta zgodba se začne širiti med ljudi in potem pride do tega celo nekega prikritega pritiska v ozadju, to možnost imam, prav je, da jo izkoristim. Lahko tukaj samo nekaj dodam. Recimo, človek se sploh ne zaveda, kakšna epidemija smrti to potem postane. Recimo, na Nizozemskem imajo zdaj od 90.000 do 100.000 smrtnih žrtev že na račun evtanazije, kar pomeni en cel Maribor. En cel Maribor bi mi recimo pobili, a ne? Potem recimo Belgija ima 33.000 smrtnih žrtev na ta račun, od leta 2002. Medtem ko Kanada od leta 2016 naprej v 9 letih ima 90.000 žrtev v 38 milijonski državi. To je res epidemija tega. In to spreminjanje mentalitete, da nekaj, kar je bilo skozi vso civilizacijo kot dekalog, prepovedano ubijanje, pa to ne glede na barvo kože, povsod je prepoved ubijanja, postane sprejemljivo. Poglejte, leta 1952 je pri nas postal zakon o abortusu dovoljen. Mi imamo 700.000 abortusov v Sloveniji doslej. To so strašni podatki. Zato so ti rubikoni, neke meje, ki se jih ne sme prestopiti, ker se tudi na ubijanje navadiš. Mi vemo tudi za časa nacizma, to, da pride do 6 milijonov žrtev, nekje je bila treba eno mejo najprej prestopiti in potem na koncu ljudje nimajo več občutka, da sploh ubijajo. In Hannah Arendt je na koncu rekla, da gre za banalnost zla. Zlo pa ne sme biti nikoli banalno. Hvala lepa za vaše odgovore. Zdaj smo se osredotočili predvsem na samomor in na evtanazijo, tako da bi se obrnili še k alternativi, k mirnemu poslavljanju in naravnemu končanju življenja. Bi pa vprašala dr. Meto Kranjc, kakšne so vaše izkušnje dela z umirajočimi? Česa si zares želi človek v obdobju poslavljanja? Hvala. Se slišimo? Moje izkušnje od dela z umirajočimi izhajajo predvsem iz paliativnega oddelka z Onkološkega inštituta, kjer je v bistvu fokus teh najbolj težkih zgodb. Veliko je bilo mlajših ljudi, tudi ko imajo doma še otroke, rak je hitro napredoval in res je bilo delo zelo zahtevno, ampak hkrati so mi bile izkušnje izredno dragocene. Tako dobila sem marsikaj, se mi zdi, za svoje življenje, v smislu, kaj je zdaj resnično pomembno sploh v življenju z tega vidika minljivosti. Hkrati sem videla, koliko so te zgodbe res različne od bolnika do bolnika, ni nekih splošnih pravil, kako poteka umiranje, kaj si bolniki želijo. Ko vsem pa se mi zdi, da vsi smo pa ljudje in so neke potrebe, ki jih imamo vsi tudi ob koncu življenja. In to, kar sem sama videla, pa tudi kar so povedali mi svojci v intervjujih, ki sem jih nedavno izvajala v okviru ene raziskave, je najprej to na telesnem vidiku nivoju, se pravi, da je bolečina znosna, drugi simptomi, da so znosni, da človek ne čuti lakote, žeje. Potem, kar so zelo izpostavili, predvsem svojci, je bila ta potreba po človeški bližini. To, da niso sami ljudje v tem trpljenju. Ker pač je zelo važno to, da so še čutili, da so vredni, da ima njihovo življenje smisel. Ta potreba po smislu se mi zdi nekako zelo izrazita in o njej ne govorimo prav dosti. In paliativna oskrba v bistvu proba odgovarjati na vse te nivoje potreb, ne samo na telesno neko trpljenje, s tem se ukvarja paliativna medicina, s temi drugimi vidiki se pa ukvarja še neka pastoralna medicina, psihološka podpora, duhovna podpora, socialna oskrba in tako. To mi ostaja pa mogoče ta vidik, ta razlika med bolečino in trpljenjem, da ni vsaka bolečina
tudi nujno trpljenje. To trpljenje je povezano predvsem z izgubo smisla, da ljudje niso videli smisla več v svojem življenju, neke eksistencialne stiske so bile tle zelo hude in to trpljenje je res lahko težko, medtem ko neko bolečino, težko dihanje se še da olajšati, kar v lepi meri je to drugo trpljenje še veliko težje nasloviti in je tudi pogosteje razlog za prošnje za predčasno končanje življenja. Kaj pa, kar se tiče svojcev? V Sloveniji so v veliki meri prepuščeni sami sebi, kar se tiče skrbi za te bolne in umirajoče. Kaj mislite, da bi morala narediti država, da bi bilo bolje za njih? Ja, gotovo se veliko svojcev počuti samih v tej skrbi za svoje drage doma, ko so bolni. Ne vsi, velikih tudi pohval neko podporo, ampak so pa tudi hude stiske tukaj lahko. Zelo izpostavljajo pomen tega, da zdravnik pride na dom, na hišni obisk, ali je to družinski zdravnik, ali je nek mobilni paliativni tim, da se skupaj usede z bolnikom, načrtuje zdravljenje, tudi omeji določene posege, ukrepe. To potem zelo jim je dragocena neka dosegljivost zdravnika na telefon, da se lahko obrnejo nanj tudi sred noči, če imajo kakšne stiske, če ne vejo, kako ukrepati. Ker če imajo to podporo, pa je res so zmožni marsikaj speljati doma. To, kar v Sloveniji mogoče najbolj šepa, je ta negovalna socialna oskrba, ker pač čakalne dobe za sprejeme v domove za starele so predolge. Nimamo neke, kako ne rečem, socialne urgence, tako ker imamo zdravstveno urgenco. Če človek čez noč obleži doma in nima benga, ki bi zanj skrbel, nažalost še vedno tudi pošiljamo na bolnike naprej v bolnice iz nekih socialnih indikacij, čeprav bolnice niso namenjene, so samo socialne oskrbi, je pač to žal še vedno včasih edina možnost. Tle so res velike stiske, če si bolniki ne morejo privoščiti neke privat negovalne oskrbe, ki je draga, so zelo sami in tle je zelo razumem bolnike, če se bo kdo odločil tudi za samomor iz tega vidika, da noče biti breme svojcem. Tle težko govorimo o neki avtonomni odločitvi. Tukaj se mi zdi, da je pomembna vloga tudi cerkve in naših župnijskih skupnosti, ne, da si pomagamo drug drugemu. Karitas zdaj izvaja tudi izobraževanja za pomoč v paliativni oskrbi za prostovoljce, ki bi pomagali v kakšnih timih oziroma bi bili na razpolago svojcem, recimo, bodisi da so podpora svojcem, bodisi da so podpora recimo bolnikom pri oskrbi. Ne. In to se mi zdi, da je prav, da bi še poživili, da bi se zavedali tega, da smo kot družba pravzaprav soodgovorni drug za drugega. In znotraj cerkve tudi mogoče bolj vidimo, kdo je potreben te pomoči in mu lahko priskočimo na pomoč. Zdaj, mogoče tukaj se dopolnila, da mislim, da bi bila tudi velika potreba, da mi mogoče model osvojimo, ki ga ima Avstrija, Švica, Nemčija, ta neki germanski prostor, pod katerega tudi mi precej sodimo, vsaj historično. Tukaj imajo recimo praktično pri vsaki župniji kakšen majhen hospic. To je lahko ena postelja, 2 postelji, sobica ali 2, kjer lokalno ljudje poskušajo recimo posameznikom, ki so sami, ki nimajo nikogar, pomagati. In mi imamo 10.000 prostovoljcev pri Karitasu, kar je cela vojska in je to res nekaj brezmejno dragocenega, preko katerih lahko dodatno solidarnost razvijamo in poskušamo tudi z več ozaveščenosti, z dobrimi medsosedskimi odnosi, da recimo pomagamo tistim, ki so sami in tako naprej. Tako da mi moramo sami apelirati na to in poskušati na ta način pač stvari reševati. Dr. Metka Klevišar, ki je pri nas pred 30 leti ustanovila prvi hospic,
in je tudi postala Slovenka leta. Ona je veliko knjižic o spremljanju umirajočih napisala in je tam praktično vsa ta filozofija zapisana, brezčasna praktično. In jaz mislim, da bi bilo res dragoceno, da mi te pobude, da se minimalni hospiciji na vsaki lokalni ravni začnejo razvijati, ker to je ta pomoč temu, česar zaenkrat nimamo, premalo paliativne oskrbe, premalo dolgotrajne oskrbe, premalo pomoči na domu in podobno. To ne bo kot apel. Hvala za spodbudo, veliko je to reše na nas. Zdaj bi pa izpostavila kar konkreten primer profesorice doktorice Sare Ahlin Doljak. To je odvetnica in bolnica z multiplo sklerozo. Ko je na intenzivni negi po traheotomiji, posegu, ki odzame glas, sestri napisala na list papirja, to ni bil klic, ampak in ne želja po smrti. Napisala je: prosim, pomagajte, da se to trpljenje konča. Želela je, da ji pomagajo rešiti se bolečin in da po 3 neprespanih nočeh končno zaspi. V 7. členu zakona lahko preberemo: postopek uveljavljanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se prične z ustno napovedjo, ki jo mora lečeči zdravnik nemudoma zapisati v zdravstveno dokumentacijo. Profesor Zvonka Zupanič Slavec, menite, da bi izraženo željo po končanju trpljenja lahko zdravstveno osebje v luči novega zakona napačno interpretiralo in torej sprožilo postopek asistiranega samomora? To je odlično vprašanje, res odlično vprašanje. Ko se je profesor dr. Sari Ahlin Doljak tako poslabšala njena multipla skleroza, sem jo jaz tudi spremljala na nevrološki kliniki. In takrat je bilo res trpljenje in bolečina. Ampak bolečina je na 4. do 5. mestu šele med razlogi, zakaj se ljudje na svetu odločajo za evtanazijo ali asistiran samomor. Predtem so predvsem osamljenost, ta neka zapuščenost, brezvrednost, občutek brezvrednosti in brezciljnost. Po Franklu, torej, ko ti nimaš smisla pred sabo, je toliko teže živeti. Veliko je pa ljudi, ki so seveda sami. No in recimo prav to, da neke minimalne težnje ali pa neke trenutke, ko recimo ti čutiš, da ti je težko, poskuša nekdo, zdaj bom pa rekla, kar zlorabiti, zato da bi se končalo tvoje življenje, je res nekaj, kar je lahko zelo nevarno in tudi nedopustno. Mi smo vsi po vrsti doživeli, tukaj nas je kar nekaj zdravnikov, da kakšen reče, najraj bi kar umrl, tako je hudo. Ampak potem ta bolečina mine, ta stiska mine in se spet veselijo življenja vsakega novega sončnega dne. Imam 93-letno mamo, ki ima kraljevsko glavo in včasih že reče, joj se počasi, je pa tudi zame že čas, da grem, ampak se vsakega dne posebej razveseli, vsakega pravnučka pozna, vsakmu čestitko za rojsten dan napiše. In recimo to, da se nekdo potoži, ne sme biti zloraba, da bi recimo nekdo to slišal kot lečeči zdravnik. Sicer imamo načelno možnost ugovora vesti v tem zakonu, ampak hkrati predstavljate si, brez da bi zdravniške stroke smele sodelovati, je ta zakon nastal in brez našega soglasja so nam naložili na ramena, da moramo mi biti eksekutorji v tem procesu. Lahko tvoja pravica do smrti, ampak ne moja dolžnost. A vi to razumete? Veste, veterinarji, ki so eni redkih, ki imajo dovoljenje za licenco za ubijanje, oni imajo 3-krat višji procent samomorilnosti. Zato, ker tudi oni niso študirali veterine, zato, da bi mucke in kužke potem na koncu ubijali. Vsak, ki mora nekoga ubiti, se mora zato razčlovečiti. In belgijska knjiga, ki govori o evtanaziji kot polni zgodbi, popisuje 23 let zgodb zdravstvenih delavcev, ki delajo na tem področju, kakšne travme doživljajo,
koliko depresij, koliko neprespanih noči, morečih sanj ljudi, ki ne morejo umreti, potem izstopa iz poklica, bega iz teh držav in podobno. Tako da nihče nima pravice seveda potem to dati zdravstvenemu delavcu na ramena. In da se vrnem k izhodiščnemu vprašanju, torej, če nekdo samo malo potoži, da z njim nekaj ni v redu, mislim, da je strašno pomembno slišati, da to ni klic po smrti, ampak prej po pomoči. In zato se tega nikakor ne sme zlorabiti. Poglejte, recimo, imaš prometno nesrečo, z motorjem si zlomiš hrbtenico, se zbudiš paraplegičen, ti povedo, da ne boš nikoli več hodil, gotovo bi mlad fant rekel, nočem več živeti. Ampak, veste, nam travmatologi povejo čez pol leta, ti fantje na vozičkih plešejo, se lovijo, košarko igrajo, si ustvarijo družine, imajo otroke, imajo fina življenja lahko. Potem recimo imaš nesrečo s petardo, ti roko odtrga, oslepiš, tisti trenutek bi hotel umreti, ampak ti ljudje potem tudi radi živijo. Ali pa recimo ti zveza razpade, si depresiven in recimo, če bi ti prišel lahko pravzaprav do te smrti že v par tednih, katera depresija se pa v tem času lahko konča? In zakon celo piše, da je dovolj, da tudi če se recimo ne moreš podpisati, da samo narediš nek znak, pa da je recimo to veljavno. Zdaj, mi se pa že bojimo umetne inteligence, ker zdaj že poskušajo umetno inteligenco. Profesor Globokar je imenitno knjigo napisal ravno o bioetiki, a ne? In tudi upošteva te stvari, da bo potem že umetna inteligenca določala, kdo pravzaprav naj ne bi živel več. Tako da nikakor si ne smemo dopustiti, da bi neki minimalni znaki, kot je recimo, nekoga vprašaš, recimo imamo precej ljudi, ki so pač v zrelih letih, tudi že miselno, mogoče manj gibki in prožni in svežega spomina, pa ga nekaj vprašaš, pa mogoče ti ravno ne pove, ampak te lahko recimo stisne za roko, pa bi ti lahko rekel, to je bilo dovolj, da je to signal, ja, želim si končati svoje življenje. Najlepša hvala za odgovor. Tu pri tem zakonu bi izpostavila še časovne okvire. Torej, lečeči zdravnik mora ustno izraženo pacientovo željo nemudoma zapisati. V obdobju 3 do največ 14 dni se mora ponovno pogovoriti s pacientom. Psihiater in neodvisni zdravnik morata podati mnenje v 3 delovnih dneh od pregleda. Postopek je torej izjemno hiter, kar preseneča nas sicer zelo, zelo dolge čakalne vrste v zdravstvu. Bi lahko to na kratko komentirali kot zdravnica? Ja, jaz mislim, da tukaj čutimo pač te zlorabe, ki jih zakon v sebi nosi. Te zakone se pač sprejema dan danes zato, ker je postala družba dolgoživa. Glavni razlog za evtanazije po svetu je dolgoživost zahodne družbe. Gre samo za belo zahodno družbo. Nobena Afrika, Azija, Indija, Japonska, Kitajska, Rusija, nikjer drugje ni tega. A ne? In mi smo imeli 1900 leta manj kot 50 let povprečno pričakovano življenjsko dobo, zdaj recimo povprečno tam pri nas skoraj 82 let. A ne? In že marsikaj rečejo, da številni imajo dlje časa penzion, kot so pa delali, da je zdravstvena oskrba starejših draga, socialne beneficije, potem rehabilitacijska dejavnost. In predvsem pa zahodna družba je premalo razmišljala o hitro spreminjajoči se demografski sliki svoje populacije in je premalo prilagajala temu zdravstveni sistemi, število bolniških postelj, število zdravstvenega negovalnega osebja, domov za starejše, raznih rehabilitacijskih dejavnosti, različnih socialnih aktivnosti za starejše. In ko se recimo nekje pojavijo tako daleč, da pač vidijo, da ne morejo več zagotoviti rednih bolniških postelj, da se leži in celo umira na hodnikih bolnišnic in podobno, kar vidite, potem sprejemajo tudi neke zakone, ki pravzaprav imajo prikrite agende. In mi tukaj recimo iz našega prvega zakona lahko povemo, da je, ko je bila prva varianta napisana, je pisalo v sami preambuli, da stane asistiran samomor, takrat je pisalo evtanazija pravzaprav, okoli 1500 evrov, medtem ko dolgotrajna oskrba pa približno 3 do 4 tisoč evrov. A ne, torej, ja, na mesec seveda, na mesec, a ne. Tako da gre pravzaprav za
neke razloge, o katerih se ne govori na glas, ampak dejstva pa so, da pravzaprav je tukaj veliko ekonomije odzadaj in veliko zamolčevanja in prikrivanja, kar vam moramo povedati. Direktno na to, kar ste izpostavili, se nanaša moje naslednje vprašanje za dr. Globokarja. In sicer res predlog zakona primerja strošek paliativne oskrbe za terminalno bolnega in pa strošek asistiranega samomora in so res ugotovili, da je asistiran samomor bistveno cenejši. Moje vprašanje je, ali menite, da je tudi v trenutnem zakonu v ospredju varčevanje na račun najšibkejših in kaj to pomeni za posameznika? Človeško življenje nima cene, ne? To je izhodišče. Ne moremo imeti ekonomske računice pri tem, na kakšen način bomo obravnavali človeka. Drugače bi pravzaprav v celoten sistem zdravstva, tako kot ga poznamo danes, ki se je razvil skozi stoletja v smislu ene solidarnosti, propadel. Je pa gotovo to v ozadju tudi ena ekonomska logika in vzdržnost financ, tako kot je bilo rečeno. In ne gre, še eno stvar se mi zdi, da je pomembno tukaj povedati, ne, da zagovorniki pravice do dostojnega umiranja, torej mi, ki zagovarjamo nedotakljivost in svetost življenja, ne zagovarjamo nekega podaljševanja in intenzivne medicine ob koncu življenja. Torej mi zagovarjamo tudi to, da je treba omogočiti človeku, da umre na miren način in se poslovi in da se tudi upošteva njegova želja glede zdravljenja in tudi upošteva njegova želja, da lahko zavrne določene terapije, intenzivne terapije. Torej, ne gre za to, da bi rekli, da je pa življenje absolutna dobrina in na vsak način moramo mi podaljševati življenje. To se mi zdi zelo pomembno, da imamo tudi to, da vemo, da je tudi z krščanskega vidika so primeri, tudi sam sem bil vključen recimo v svetovanje ljudem, kako naj ravnajo v primeru, ko so kakšni zapleti ali dileme ob koncu življenja. Tudi tukaj lahko rečemo, ne bomo ustavili sonde, bomo omogočili, da bo nekdo umrl, ker vidimo, da recimo umetno prehranjevanje ne bi prineslo temu človeku neke dodatnega življenja v smislu ene polnosti življenja. Torej, to je tudi sprejemljivo, tudi z krščanskega vidika. To se mi zdi zelo pomembno, ne? Da ni treba medicini narediti vse, kar zmore. Lahko se tudi odpovemo. Ampak to pa ne pomeni, da mi končamo življenje, da se ga mi odločimo. Zdaj pa v tem trenutku temu človeku vzeli življenje, pa da si bo on sam vzel življenje in mu bomo pomagali. Ne? To se mi zdi zelo pomembno. Potem bi pa rekel, glede na tisto, kar je bilo že prej rečeno, glede zdravnikov, bi opozoril na zdravniški kodeks zdravniške etike, ki seveda jasno pove, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Kaj zdaj to pomeni? Mi imamo veljavni kodeks, profesionalni kodeks zdravnikov in bomo imeli zakonodajo. Če bo zdravnik kršil kodeks, ga lahko zdravniško društvo, zbornica, ga lahko izključi, ker je naredil nekaj, kar je v nasprotju s kodeksom. Zakon bo pa to zahteval. Ne? Tako da vidimo, ne bo tako enostavno tudi rešitev te dileme. Potem recimo je bilo omenjeno veterinari. Sam sem imel enega študenta na teološki fakulteti, ki je bil prej tudi veterinar in je povedal to izkušnjo, da je po določenem obdobju evtanaziranja psov se odločil, ne bo več veterinar. Torej, pes, ki tudi po zakonodaji danes je tako, da ga ne moreš kar evtanazirati, če nima zdravstvenih razlogov za to, torej mora biti tudi že v fazi umiranja pes, ne? Ampak psa je težko evtanazirati. Kaj šele recimo nekega bolnika, ki ga je zdravnik recimo spremljal celo življenje in na koncu bo ta isti zdravnik nekako pred tem, da bo moral temu človeku ne lajšati bolečine,
ampak končati njegovo življenje na njegovo zahtevo, mogoče tudi, če se sam ne bo strinjal, pa bo komisija odločila, da se izpolni ta želja. Ker če se recimo lečeči zdravnik ne strinja s tem, pa se drugi zdravnik strinja s tem, je komisija tista, ki bo na koncu odločila, ali se bo upoštevalo željo pacienta ali ne. Tu vidimo, kakšne dileme bodo tukaj. Potem vemo recimo tudi čisto iz prakse tistih, ki so bili pri izvajanju smrtne kazni zraven in so potem tudi spremljali te ljudi, ki so bili obsojeni na smrt, in je tudi zaradi v bistvu težkega umiranja določenih ljudi, ki so bili obsojeni na smrt, in tudi teh, ki so sprožili to injekcijo, je bila povečana samomorilnost teh, ki so sprožali smrtne kazni, in tudi gledali so bolečine in težko umiranje teh ljudi. To isto bo verjetno tudi pri ljudeh, ki se bodo odločili za pomoč pri samomoru. To ne bo neka sladka smrt, ko bo nekdo samo zaspal, ampak bo tudi to lahko vsaj v določenih primerih povzročalo dodaten zaplet, dodatno težavo. Zato je tudi, čeprav razumem predlagatelje pri nas tako, da mora biti zdravniško osebje zraven, da bi dalo varnost temu pacientu, ki se je za to odločil. Ker recimo ne Avstrija, ne Švica, ker je pomoč pri samomoru, v Avstriji je izrecno prepovedano medicinskim delavcem sodelovati pri samomoru. To se pravi, samo zdravnik predpiše smrtonosno učinkovino, sam postopek mora pa izvesti bolnik sam, lahko ga spremljajo njegovi domači, ne sme pa biti v zdravstveni ustanovi. Švica ima pa, vemo, dve organizaciji, ki to izvajata. To se pravi, dve podjetji, pravzaprav, ki izvajata pomoč pri samomoru, brez zdravniške asistence. Tako da je to, recimo pri nas, je pa ravno zato, da če bi prišlo do kakšnega zapleta, da bo zdravnik tam zraven, so zdaj naložili to breme tako imenovane pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar je bilo tudi že rečeno, gre za eno olepševanje samega dogodka, gre za usmrtitev. Tudi se mi zdi, ko se govori pri nas v kampanji o zastrupitvi, gre za dejanje usmrtitve, ne za zastrupljanje, pa gre za usmrtitev. Ti usmrtiš človeka, oziroma sam se usmrti in ti mu pomagaš, da se on usmrti z namenom, da konča svoje življenje. In je pa to strup in bo to pravzaprav prineslo tudi lahko dodatno bolečino, dodaten zaplet. Želim reči to, da se predstavljajo stvari na zelo lep način, ko bo pa realno izvajanje, bo pa to prinašalo dodatne zaplete. V medijih, tudi tam, kjer je pa evtanazija se pa v glavnem zapleti in težki primeri ne izpostavljajo. To pa tudi vidimo. Je neka medijska blokada, recimo v eni razpravi so zagovorniki tega zakona pri nas rekli, niti ene zlorabe ni v Belgiji. Zdaj si predstavljate, če niti ene zlorabe ni v Belgiji, tudi v Severni Koreji ni nobene zlorabe. Torej, tam, kjer imaš ti eno totalitarno miselnost, tam ni nobene zlorabe. Vse povsod drugje so zlorabe. Recimo, jaz sem še to povem, pa bom pokončal zdaj. Na Danskem, recimo, je danska etična komisija preprečila svojo izjavo sprejetje zakona, ki je imel 80% podporo, in kaj je bil glavni argument? To, da se ne da preprečiti zlorab. Zelo jasno so povedali, ni evtanazijskega zakona, ki bi lahko preprečil zlorabe. Gre za ranljivo skupino ljudi ob koncu življenja, kjer ne bo možno imeti nadzora, pregleda nad tem, kaj se bo resnično zgodilo. Nekdo bo umrl, ne bomo točno vedeli, kaj se bo zgodilo. In v tem smislu je seveda
vprašanje tudi pri nas, kako se bo spremenila celotna družba, če se sprejme ta zakon. Zato se mi zdi, da je zelo pametno in zelo pomembno bi bilo, da bi na referendumu zavrnili ta zakon. Najlepša hvala. Gospa Slavec, prosim. Ja, samo nekaj drobnega bi tukaj dodala, sjajna razprava, seveda. Poglejte, ampak kakšna razlika je, recimo, če je to res asistiran samomor, kjer seveda ne sodeluje zdravstveno osebje, ker pač to ni njihovo delo, a ne? To je tako, kot bi slovenistu naročil, da mora pa še albanski jezik učiti poleg vsega drugega, pa spoštujem vse jezike enako, ampak tudi zdravnik se ni učil za to, da bo na koncu ubijal, a ne? Recimo v Avstriji, torej ti samo imaš komisijo, ki reče, ja, ti si primeren za to, dobiš recept, ki te čaka v lekarni, dvigneš ali ne dvigneš v letu dni in potem v letu dni vzameš ali ne vzameš oziroma moraš vrniti substanco. In oni imajo samo 10% smrtnosti. Kanada, kjer pa pride ekipa na dom, naš zakon je kopija kanadskega skorajda, pa še malo kombinacije španskega zakona. Jaz delam 2 mandata, 8 let v etičnem odboru in pač spremljamo ves čas, kako se spreminja ta zakonodaja po svetu in kaj se dogaja. Tukaj v Kanadi je pa tako, torej, da pride ekipa na dom in je to določena ura in dan in tako in takrat to izvedejo 100%. In pri nas je enako narejeno. Lahko si posameznik po zakonu izbere, kje hoče to, lahko reče, da bo to doma, lahko reče, da hoče, da je to v bolnišnici, lahko recimo nekdo, ki oddaja stanovanje, nima pravice prepovedati, da bi recimo v njegovem stanovanju se to dogajalo. A ne, tako da Katoliški domovi za ostarele nimajo pravice prepovedati. Tako recimo katoliški domovi v Avstriji, v Nemčiji, v Švici in tako naprej imajo prepoved. Oni imajo lepo v zakonu napisali, torej v svojih zakonodaji, da je prepoved v njihovih domovih to izvajati. Tako da to so potem velike razlike tudi, in tudi recimo to spet kaže. Če se jih samo 10%, ki imajo željo usmeriti v Avstriji, kaže na klic na pomoč. To je tako kot pri samomoru. Mi imamo 3600 poskusov samomora letno, 400 jih uspe izmed teh, a ne? Ostali teh 90%, ki se jih reši, ti nikoli več ne poskušajo. Življenje je največ, kar imamo in ljudje radi živimo, a ne? Ampak rabimo pomoč, tako kot jo rabimo. Ampak na koncu pa tudi, mi moramo demistificirati smrt. Smrt je sestavni del življenja. Mi moramo smrti govoriti. Mi moramo ljudi klasično pokopavati. Mi imamo 80% kremacij, Avstrija, Italija pa je po 20%. Pri nas je minimalno kratek stik s smrtjo. Otrok, vnukov, pravnukov se ne pelje na pogreb. Kot da smrt ni sestavni del življenja. In tudi recimo smrt, ker je končna, tudi mi zdravniki vemo, da se konča zdravljenje. Ko vidimo, da človek umira, se mu ponuja paliativno oskrbo in konča vsakošno bolj aktivno zdravljenje. In tukaj je zelo lepo povedala dr. Krajnčeva, kako pri paliativni oskrbi res dodajajo kakovost vsakemu dnevu, ne pa dolžino dodatne dneve. Hvala vam. Kot zaključno vprašanje bi se pa vrnili k dr. Krajnc in sicer bi vas vprašala nekaj v povezavi s Hipokratovo zaprisego. Ob zaključku šolanja na medicinski fakulteti vsak zdravnik obljubi zvestobo Hipokratovi prisegi. Ta pravi: prisežem, da ne bom nikoli nikomur, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napaljeval na tako misel. Zanima me, kako menite, da bo ta zakon vplival na odnos med zdravnikom in pacientom? Ja, hvala še za to vprašanje. No. Jaz mislim, da dobro gotovo ne bo vplival, ker naše poslanstvo mora biti jasno in to je pač preprečevanje zdravljenja bolezni in lajšanje simptomov, ko bolezen ni več ozdravljiva. In če se poleg tega nam nalaga še nalogo rabljov, je to zelo slabo za zaupanje. Sploh pa v paliativni oskrbi, že tako se mi zdi, da se marsikater bolnik in tudi svojci bojijo tega izraza, ker se bojijo, da jih to že pošilja v smrt, da to dvignemo roke in ne moramo ničesar več narediti. Tako da zelo se trudimo, da bi
pač ozaveščali javnost, da se da še zelo veliko narediti na koncu, da se da veliko kvalitete še dodati tem dnevom, ki so še ostali temu življenju. Tako da, če bo pa del paliativne oskrbe še izvajanje neke pomoči pri samomoru oziroma eutanazije, potem se bojo še bolj bali same paliativne oskrbe in samo zaupanje bo zelo, se bojim, da skrhano. Zdaj, mogoče bi sam še dodala naprej, ko je profesor Slavčeva omenila tale avstrijski zakon, kako okoli 10% bolnikov prevzame te učinkovine. Oni imajo tudi obvezno svetovanje s paliativnim zdravnikom, preden se jim odobri to zdravilo. Mislim, smrt, strup, ne zdravilo. Pač pri nas je zakon predvideva samo, da je zdravnik dolžan predstaviti paliativne možnosti, ampak ne moremo jih pa ponuditi. To je zelo velika razlika z Avstrijo, kjer se potem po svetu približno polovica bolnikov odloči za paliativno oskrbo in umakne svojo prošnjo za predčasno končanje življenja. Danes sem prebrala primerjavo profesor Cvitra, da je to, da bolnike seznanjamo z nekimi paliativnimi možnostmi, ne moramo jim pa tega dejansko ponuditi, da je to podobno, kot če bi enemu lačnemu brezdomcu kazali nek meni za dobro restauracijo, ne bi ga pa mogli peljati. Tako da to se mi zdi tudi tako ključna razlika. Najlepša hvala.